Pozdravljeni! Danes teta Barbka za vas pripravljam nadvse okusno, a hkrati zelo preprosto in hitro pripravljeno sladico iz jabolčnega soka. Se pravi, neke vrste jabolčno tortico bomo naredili. In ker je bila lanska sezona oziroma ta zadnja jesenska bera zelo bogata, naredili smo veliko jabolčnega soka. Bomo uporabili naš Kovačnikov naravni 100% jabolčni sok. No, in za to sladico naredimo najprej biskvit, katerega pripravimo kar iz celih jajc. Ne kompliciram, ne ločujem tukaj jajc oziroma beljakov od rumenjakov, ampak uporabim kar cela jajca. Tako, 200 gramov celih jajčk, to je približno 4 jajčka, ker tam nekje povprečno, če računamo, da ima ena 50 gramov. No, potem dam 100 gramov sladkorja in to vse skupaj premešam, da dobim eno tako lepo kremasto zmes. Tako, jajčka in cuker smo fajn lepo zmešali, da je nastala taka gosta krema. In zdaj samo ročno vmešam še moko. 120 gramov je rabim. Tako. In previdno tu si še pomastim z maslom pekač. Tako, na debelo, da se ne bo prijelo. Takle biskvit bomo pekli tam 15 minut, cirka na 180 stopinjah. Takle, za nadev sem tukaj že pripravila naš Kovačnikov jabolčni sok. V 3/4 litra bom pokuhala ene 3 na kockice narezana jabolka. Jih samo na hitro prevrejemo. V preostanek četrtino soka sem si pripravila 3 vanilijeve pudinge, jih sladkala po navodilih, potem pa še dodam kakšno žličko cimeta. Malo še pustim. To tortico je fajn, zato ker jo praktično lahko naredimo v vsakem letnem času, ker imamo jabolčni sok praviloma vedno pri roki. Če ga pa res slučajno nimamo, pa lahko eventualno tudi skuhamo čisto klasičen puding na mleku ali mogoče na kakšnem drugem soku, tudi, ne vem, jagodnem, pomarančnem. Pač potem tudi temu prilagodimo sadje. Tako, zdaj sem jabolka malo pokuhala, zavrela.
Zdaj bom dala odcediti. Tukaj bom pa zdaj zakuhala puding. Mešam, da se mi fajn škrob spusti. Takle biskvit bo zdaj menda že tudi počasi pečen in zdaj bom ta vroč puding kar vlila na biskvit. Biskvit je pečen, polijem ga z malo mleka, lahko bi pa vzeli tudi sok. Zdaj še gor posujem ta jabolka, ki smo jih pokuhali. Zdaj pa še vlijem gor naš puding s cimetom. Super. Tako. In zdaj vse skupaj postavim na hladno, tam cirka do 3 ure nekje, mogoče celo malo prej. Takle, naša tortica je ohlajena, na njo bom dala gor stepeno smetano še. Takle. In razmažemo. Zdaj slaščičarka jih nisem. Malo čez rob je šlo. Ups. Vse to je tako bolj domača verzija. Ok, tu imam pa zdaj orehe mlete. Malo cukrala jih. Mičkeno gor ruma. Bomo zdaj še to posuli po tortici. Zdaj za to tortico bi lahko uporabili namesto biskvita tudi čisto navadne tiste Albert kekse, ker vliješ gor ta vroč puding in se potem čisto omehčajo. Lahko bi naredili tudi krhko testo, kot je za pite. Tako da tukaj obstaja več različic, lahko si naredite čisto svojo in naredite tudi po svojem navdihu. Mogoče kdaj pripravimo poleti jagodno verzijo, je tudi ful dobra. Tukaj, evo. Ker je to res taka hladna, osvežujoča in v bistvu taka lahka, pod navednicah, tortica. Kar zarezali en košček, ker smo že nestrpni, ne? Se mi zdi, da je kar ratala. Lepa je, ne? Kaj pravite? Takle. Super, evo. Sem zadovoljna, krasno. Če vam je bil ta recept všeč, me lahko sledite na našem YouTube kanalu Teta Barbka. Vabim pa vas tudi v našo spletno trgovino na www.kovačnik.com, kjer najdete zavihek trgovina in tudi tam lahko naročite naš naravni jabolčni sok. Izbirate pa lahko seveda tudi med številnimi drugimi dobrotami kmetije Kovačnik.